gospodarstva. Prehajam na povsem drugačno ali drugačno pozicionirano temo, se pravi vprašanje državnega subsistema, podsistema, ki se ukvarja, ki je posebej specializiran za obrambno oziroma zavarovanje države. To je seveda že od nekaj eno zelo poglavitnih, pravzaprav najbolj veljavnih funkcij države in v interpretaciji seveda poznega 20. stoletja in tudi 21. stoletja je to seveda samo defensivna plat, se pravi samo obramba in takoj napad, čeprav vemo seveda, da vedno dobro ne pride s tem, da nekdo napade. In bojno imamo tudi še v tem obdobju, o katerem govorimo. Ta subsistem je seveda, oziroma podsistem, je en večji ali največji del tako imenovane nacionalno-varnostnega sistema, v katerem so seveda potem jasno tudi sile za notranji red in seveda še v zadnjem času znamo seveda okoljske grožnje oziroma druga ogrožanja, to je seveda se ogrožanja potem, če gledamo teh 25 let, od takrat, ko se je ravno dobro zaključila hladna vojna, ko so bile pravzaprav ogrožanja relativno klasična do današnjih, kjer se pogovarjamo o kibernetski vojni, o hibridnih vojnah, o terorizmu, konec pomeni seveda, da se okolje zelo spremenilo. In sistem, ki se okolju ne prilagaja, je nepotreben. Z tega limita je gotovo vojska tudi obrambni sistem, seveda tisti, ki ga država ali ki se sam strokovno vzeto, seveda se sam potem mora prilagajati. V slovenskem primeru pa seveda ne gre samo za odgovor na zunanji izziv okolja, kar mislim seveda notranje in seveda zunanje, se pravi izven državno, pač pa gre seveda za en proces ravno tako pretvorbe tega sistema v skladu z državo, ki se je na novo ustvarjala oziroma priličenja in seveda pretvorbe. Potem govorimo pa seveda še o zunanjem, se pravi tistem prilagajanju novim okoliščinam, ki se nastali. Če gledamo seveda Slovenijo, je jasno, kot je kolega Čepič tudi izpostavil, da je drugi dan svojega obstoja je bila izpostavljena prisiljena v obrambo uporabo oboroženih sil. Ta vojna ali pa oboroženi spopad, kakokoli ga že opredeljujemo, je bil sicer relativno kratek, nizke intenzitete in po rezultatih seveda pravzaprav po diplomatskih rezultatih seveda zmagoviti. Če ne drugega, je del ali malo transformiran poddel tega obrambnega sistema, se pravi Jugoslavije, izbojeval vsaj lahko rečemo zmago ali pa potem zadržal proti preostalemu ali poglavitnemu delu sistema. Če pa gledamo z vidika gradnje samega, je seveda slovenska značilnost to, da se je ta sistem poskušal, koliko je bilo v okoliščinah mogoče, seveda izgrajevati že pred 25. junije
osamosvojitvijo in zato seveda ne moramo govoriti zgolj o tem, da se en del od del nekega sistema potem postavimo. Drugemu pač pa govorimo lahko o nekem nerazvitem programnem sistemu, ki se je postavil proti vojski, ki sicer ni bila zunaj države, ampak je bila v državi in je bila ta intervencija, oziroma vojna, oborožen spopad z tega vidika nekoliko drugačna, kot se običajno, vsaj v prostorskem smislu, običajno drugačna, kot se razume. Ker je obrambni podsistem seveda tako kompleksen, je treba kljub vsemu pogledati ali poskušam ga danes označiti razvojno. Poglavitna dilema, ki se je v okviru tega sistema postavila, se ni znotraj seveda samega sistema, ampak v stiku, ali pa lahko rečemo v tistem najširšem strateškem smislu, v stiku vojske in države. Se pravi, generalnih usmeritev, ki jih je seveda narekovala takrat in jih narekuje seveda danes. Pravzaprav oblast, če govorimo o temeljci, državna oblast. Vsaj v istem strateškem smislu, v operacionalnem, v strokovnem, jasno pripada to glavna vloga vojska. In zdaj, če gremo k dilemi. Dilema, ki pravzaprav ni bila dilema 91. leta, kako naprej, je bila pravzaprav samostojna obramba. Se pravi, imeti svoj sistem, ki bo zagotovil obrambo države. Mimo glede, vedno znova v zakonu, tudi sam je, mislim, da je prej omenil, država Slovenija je bila šibkejša, manjša, imela je manj resursov in v sistemu, kjer veliko seveda šteje moč, je sigurno nekaj držav drugačne. Zato rečemo tudi težje. Dodatno k temu seveda še bližina vojne, ne samo kriznega žarišča, bližine vojne v Hrvaškem in v naslednji fazi v Bosni in Hercegovini. Republika Slovenija je bila vojaško ogrožena, ali pa vsaj varnostno ogrožena še prvih, lahko rečemo, 5 let, 4-5 let po letu 1991. Mimo grede, edino takrat so postavili del oboroženih sil na južno mejo. In še nekaj je, pod osamosvojitev se je gradila ne z popolnim soglasjem niti ene strani, ampak v nekaj vrste zavezništvu, vojaškem zavezništvu tudi, konec koncev obstavili skupen plan obrambe, za Republiko Hrvaško, oziroma še Republiko, mislim, da sem osvojila. In ravno na 26. junija seveda je to zavezništvo propadlo, oziroma boljše rečeno se je zgodilo in se nikoli pravzaprav ni več vzpostavilo. Ta dilema, torej, kako se Slovenija branila, je bilo vezano še, ali boljše rečeno, povezano še z drugo varianto, ki se je časoma, ki se je sprva kot posamezni glasovi kazala, ki se je pa potem pravzaprav, lahko rečemo, zlila v splošno ali skoraj splošno politični konsens, se pravi, da Slovenija preide od samostojne obrambe v sistem kolektivne varnosti, oziroma kolektivne obrambe, jasno v okviru tistega enega in edinega vojaške zveze, vojaške politične zveze, torej NATO,
ki je v Evropi ali v okolju pravzaprav. Ta značilnost, torej prehod v kolektivno obrambo, v vstop prizadevanje in seveda vstop v NATO je pravzaprav ena od poglavitnih značilnosti tega srednjega obdobja, tam nekje od leta 1993, ko so prvič, tako rečemo, uradno govorili o tem, da postane, da se Slovenija poskuša pridružiti NATO do leta 2004, ko se je dejansko po dolgih prizadevanjih tudi dejansko vstopila oziroma bila sprejeta. Ta sistem oziroma ta proces je terjal od obrambnega sistema pravzaprav od prvotnih iluzij zelo veliko prilagajanja. Prilagajanja, ki bi ga pravzaprav najbrž tudi deloma drugače v enem zamišljenem sistemu samostojne obrambe morali razvijati. Vendar je bil izrazito seveda postavljen ravno v funkciji izpolnjevanja priporočil ali drugo besedo, če tudi postavljamo del, kakšna mora biti obrambna sila, katere so tiste nujne reforme, ki so oziroma tudi postavitve koncev zelo konkretne vojaških potencialov, da bo Slovenija postala članica. Tu je šlo seveda za, lahko rečemo, v prvem obdobju departizacijo, se pravi definicijo obrambnega pripadnika v obrambnem sektorju kot nepolitičnega, oziroma s prepovedjo delovanja političnih strank v oboroženih silah, v celo v uniformi. Temu, da se razvijajo seveda potem, kar je najbolj vidno seveda, od obvezniškega sistema k stalni poklicni vojski, kot jo imamo tudi danes. Zdaj, odprta ostaja seveda tu vprašanje, koliko je vplivalo kateri faktor na postavitev ali vzpostavljanje stalne vojske, kar je bilo izvedeno leta poklicne vojske, kar je bilo izvedeno leta 2004 skupaj z vstopom v NATO. Morda, to je tudi vprašanje, ali je bilo prehitro, ali ni bilo prehitro. En faktor je seveda ta vstop v NATO. Drugi faktor je pa seveda tisto, kar se je v širšem okolju dogajalo. In ta proces v širšem okolju je seveda izrazit, čeprav je vezan tudi seveda s članicami NATO, prehod od velikih naborniških vojsk, ki so odgovarjale na tisto, kar sem prej rekel, klasične vojaške izzive oziroma tveganja na manjše, bolj fleksibilne, bolje usposobljene vojske, ki odgovarjajo na nove grožnje. Izrazit je seveda ta proces v Evropi, Evropa je pa več ali manj seveda tudi za nekaj izjemami, ki so političnih vzrokov še vedno prakticirane obvezniško vojsko. Drugo, kar je pa notranji problem, seveda strokovni problem tega ustvarjanja, oblikovanja vojske, in seveda vprašanje formacije, da tako rečemo, in seveda predvsem sistema, se pravi sistema povedovanja sistema in ljudi, ki so na njemu delovali. Če govorimo to o častniškem
zboru ali častniškem delu vojske je seveda izhodišče bilo precej jasno. Sistem, iz katerega so izšli, oziroma jih je deloma izpustil in slovenski jih je akceptiral. Približno 1200, skoraj 1300, recimo je bilo sprejetih častnikov, niso bili častniki v slovensko vojsko, ki so, oziroma takrat še teritorijalna obramba Republike Slovenije, ki so spadali že prej v jugoslovansko vojsko. Ta barva je seveda vplivala kot za njihovo izkušnjo, v njihovih znanje na, tako rečemo, precejšnji del tega obdobja. Zadnje obdobje, kar se samo še premočam, je seveda po razlagah v glavnem obdobje razvoja v okviru priličenja, da bi čim bolj izpolnili tiste obveze, ki so bile dane ob vstopu na NATO v tehnološko-vojaškem smislu in seveda širše, kar pa je izvan zelo, tako rečemo, upočasnila. Kriza sama s pomanjkanjem denarja za zmanjšanje iz 500 milijonov letnega proračuna na 300 milijonov je seveda pomemben vzrok, ni pa seveda edini, kajti vedno glede na vse strateške načrte in podobne stvari, seveda realnost še danes močno odstopa. Danes smo pri temu, da se v časopisu pojavi novica o tem, da nimajo nabojev, se pravi, da je vojska pravzaprav brez tehnične opreme ali pa osnovnega sredstva in da ta sistem porabi za plače 85% proračuna, mimo Zredenški tudi, da ima tako na bistveno dodatno samo zaključiti.